Najprej bi se rad zahvalil za povabilo, da imam priložnost tukaj z vami se pogovarjati in izražati neka svoja stališča. In vsekakor se moram v celoti strinjati z vsemi predhodniki. In se mi zdi, da je to eno prvih takih omizij ali pa javnih tribun, kjer nastopam, kjer sedim skupaj za mizo z gospodarstveniki in finančniki. In tudi sam menim, da je v Sloveniji po inerciji nekako zdravstvo smatramo in ne govorimo kot o družbenem uporabniku oziroma o javnem sektorju, čeprav mislim, da je zdravstvo tipična storitvena dejavnost. Pri nas se seveda to vleče naprej in lahko rečem, da tudi zdravstvo kakšne velike tranzicije ni doživelo še v vseh 20 letih, odkar smo šli na novo pot. In kot enega glavnih razlogov vidim na tem področju to, da se ga smatra kot nekega porabnika javnih sredstev, da te zdravstvene storitve se še vedno na prevladujoč način izvajajo v javnih zavodih, ki so absolutno vsi v državni lasti, kamor se nastavljajo vodstva, direktorji, strokovni direktorji, glavne medicinske sestre, približno ciklično, vsake 4 leta se zgodijo volitve in da ta vodstva javnih zdravstvenih zavodov nimajo kakšne velike osebne odgovornosti za poslovni rezultat izvajanja klasične storitvene dejavnosti. Imajo še odgovornost za strokovne rezultate, to se pravi, da imajo ustrezne rezultate dela in da so bolniki zadovoljni, da bi pa kdorkoli gledal na vodstva izvajalcev zdravstvene službe, podobno kot se to dogaja v gospodarstvu, tega še ni. Ne glede na to, da se vsi strinjate, da praktično v zadnjih 20 letih ni bilo poslovnega leta, kjer se v medijih ne bi ukvarjali z negativnimi poslovnimi rezultati izvajalcev, se pravi z minusi, ki so vsi kumulativno vprašeni v javni dolg. Mislim, da zaradi negativnega poslovnega rezultata zaenkrat še ni bil zamenjan v celi zgodovini Republike Slovenije niti en direktor javnega zdravstvenega zavoda. Kvečjemu se je dogajalo ravno obratno, da so se ti poslovni rezultati popravljali ali pa prilagajali z takimi ali drugačnimi injekcijami iz davkoplačevalskega denarja na bolj ali manj transparenten način. Jaz sem razumel povabilo na to javno tribuno zlasti v smislu, da mogoče predstavim, kako se da tudi na drugačen način izvajati zdravstveno službo, pa ne privatno zdravstveno službo na račun tega, da bolniki, ko potrebujejo zdravstveno skrbo, to plačujejo iz svojega žepa, ampak javna zdravstvena služba, zdravljenje katerega plačuje v celoti javna zdravstvena blagajna, ampak na zasebni način, ampak mogoče na gospodarski ali pa podjetniški način, katerega osnovni okvir predstavlja to, da praktično pri izvajanju te dejavnosti moraš dosegati cilje, da v prvem mestu so bolniki, to se pravi stranke, zadovoljni, to se pravi, da pridejo pravočasno do kakovostne oskrbe in zdravje zapustijo skrbo, in na drugem mestu, da za izpogajano ceno storitve, ki jo dobiš plačano kot zdravstvene zavarovalnice, ne ustvarjaš tekočega minusa, ampak celo dobiček. In jaz sem bil seveda dolga leta javni službenec v naši največji zdravstveni ustanovi in iz poznavanja in iz prvih izkušenj je bil zame vedno izziv, ali je res tako zdravstvo podfinancirano, da se ne da še boljše oskrbe, bolj kakovostne storitve izvesti za enak ali pa celo za manj denarja, ali je dejansko sistemom financiran nekaj narobe. Seveda, preden sem šel na ta gospodarski način izvajanja zdravstvene službe, sem imel kar precej izkušenj, poznal sem sistem, vedel sem, kako približno se formirajo cene, kako so pogodbe in vse ostalo. In zato sem si tudi upal na tako potjeti. In preden bom naprej govoril, lahko samo povem, da se da enako storitev
izvesti tudi za 30 do 40% nižjo ceno, kot je zagotovljeno v našem sistemu javnega financiranja in ob temu ne ustvariti izgube, ampak celo dobiček. Tako da se jaz v celoti strinjam, da ne glede na to, da se naš zdravstveni sistem tudi po mednarodnih ocenah uvršča kar precej relativno visoko, zlasti po evropskih. Mislim, da smo ne med prvih 5, ampak med prvih 10 pa smo. Če v praksi pogledamo, dejansko bolniki upravičeno negodujejo nad našim javnim zdravstvenim sistemom, kadar pride situacije, ko nekaj na hitro potrebujejo. In v glavnem je na tem področju še veliko netransparentnosti in da se vrnem nazaj, jaz bi popravljal celotni sistem na ta način, da bi približal delovanje javnega zdravstvenega sistema načinu delovanja, kot delujejo gospodarske družbe. Z ustreznimi odgovornostmi in pooblastili vodilnih v javnih zdravstvenih zavodih, ki bi morali biti čim bolj avtonomni. Seveda bi morali biti pa tudi jasno financirani način, kot se financirajo storitve. Mi zaenkrat še vedno v naši državi v zdravstvu financiramo zmogljivosti, to se pravi, preštejemo, koliko sester, koliko zdravnikov bomo plačali, koliko bomo imeli bolniških postelj, koliko bomo imeli tega, ne plačujemo pa storitev, ki v končni fazi zanimajo bolnike. Ključni cilj te reforme, da bi od tega prišli, seveda iz tega izhaja, bi morale biti neke korenite spremembe v načinu financiranja tega našega javnega zdravstva. Zaenkrat se to financira na nek mešan način, ki ni niti zavarovalniški, niti čisti proračunski, ampak imamo vmes neko inštitucijo, ki jo vsi poznamo kot zdravstvena zavarovalnica, pa to v bistvu sploh ni zdravstvena zavarovalnica, ker je javni zavod, ki samo zbira javna sredstva za plačevanje zdravstvenih storitev, plačuje jih pa po več ali manj planiranih in medletno večkrat spremenjenih cenah teh zdravstvenih storitev. To se pravi, sem prepričan, da bi morali uvesti način financiranja na bolj zavarovalniški način, kot če sedaj je, če bi želeli res potem ugotoviti in dobiti transparentno financiranje teh programov. Kje so zdaj te glavne rešitve, naprimer, ki naj bi jih predstavljala moja izkušnja? Tako kot so že vsi uvodni govorniki govorili o krčenju države, država se lahko krči in hujša le na ta način, da hujša na vseh posameznih sestavnih delih. In zdravstvo je sigurno en pomemben del države, ki bi se ga dalo shujšati in na ta način zagotoviti pomembna finančna sredstva, ki bi jih lahko učinkoviteje porabili za zadovoljstvo in varnost našega prebivalstva, ne pa za druge stvari, ki toliko ne spadajo zraven. Drugo pomembno področje, kjer bi se navezal na navedbe gospe Kukovič, je to, da so zdravstvene storitve z visoko dodano vrednostjo, visoko specializirane storitve. V Sloveniji smo bili pred desetletji za ta del Evrope znani kot referenčna država, kamor so se hodili zdraviti tudi tuji državljani. Ne samo tuji iz bivših republik, iz republik bivše Jugoslavije, ampak tudi iz drugih držav. Naša zdravilišča so na tem področju ne, da bi le zadržala to dejavnost, ampak so to ukrepila, kar se tiče samega zdravstva. Tukaj ni kakšnih pomembnih aktivnosti. Iz lastnih izkušenj povem pa, da interes za to obstaja, zlasti iz področij držav jugovzhodne Evrope. Obstaja velik interes za zdravstvene storitve. Te države v tranziciji niso uspele niti ohraniti, niti razvijati svojih zdravstvenih sistemov, zato napotujejo svoje državljane
na zdravljenje v tujino. Nažalost, pri tej poti v tujino preskakujejo Slovenijo in grejo v glavnem Avstrijo, Nemčijo in Švico. In tukaj vidim pomembno področje, kjer bi lahko Slovenija ustvarila možnosti, seveda organizirano, za pomembnejši delež teh bolnikov, ki bi prihajali na zdravljenje v Slovenijo, in to so storitve, ki imajo veliko dodano vrednost. Da zaključim na kratko, tako kot vsi predhodniki sem prepričan, da se država mora skrčati, da se mora skrčati na tistih delih, ki porabljajo delež bruto družbenega proizvoda. Zaenkrat zdravstvo je ta del. Jaz sem prepričan, da če želimo ohranjati vsaj tako kakovost in dostopnost do javnega zdravstva, kot imamo sedaj, teh sredstev nominalno ne smemo zmanjševati, moramo si prizadevati, da jih ohranimo, dal pa bi se znotraj istih sredstev zagotovo za bolnike, naše državljane in zavarovance narediti bistveno več, kot se